Zdaj pa Janijeva samostojna delavnica oziroma predavanje, kako nadgraditi svoj socialni krog. Verjetno poznate njegov zelo uspešen projekt Life System Workshop. Zdaj pa mislim, da bo lahko delil z nami tukaj neke glavne smernice iz tega tvojega sistema. Ne? Super, hvala. Izvoli. Top. Živa. Spet jaz. Živa. Zdaj se počutim kot boomer, zato ker na AI konferenci govorim o tem, kako pomembno je imeti frende. V moj zagovor, jaz nisem vedel, da bo to AI konferenca, preden sem si izbral to temo in v bistvu Klemen je rekel, a bi ti kaj govoril o tem, kar govoriš enkrat na leto na svojem workshopu in sem rekel z veseljem in zdaj sem mislim, da edini, ki govorim nekaj, ki nima nič veze z AI-om. Tako da nočem biti boomer, ker na AI konferenci teži o tem, da super AI, sam imejte frende, to je ful pomembno, ampak bom zdaj ta model, če mi dovolite. Jaz naredim enkrat na leto eno delavnico, ki traja neto 12 ur, brez pauz, kjer se ukvarjamo z meni ljubimi in pomembnimi stvarmi in jaz mislim, da imeti dober socialni krog, saj po mojih izkušnjah, je ena najbolj pomembnih stvari v mojem lifeu bila. Pa zakaj je danes še bolj kot kadarkoli prej pomembno o tem govoriti, je zato, ker pa čeprav sem zelo optimističen, tisti, ki spremljate dialog, ste verjetno opazili, da imam tako zelo optimističen look na svet, pa na prihodnost, ampak je ena stvar, ki pa sem zaskrbljen in sicer vsako leto smo bolj osamljeni, imamo manj frendov, pa manj smo povezani s frendi. Nove generacije so bolj osamljene kot kadarkoli prej. Moški še toliko bolj, mladi fantje so najbolj osamljeni, kot so bili kadarkoli prej in trend gre navzdol, na slabš. In zato se mi zdi ta tema pomembna, zato ker na drugi strani ena najbolj znanih raziskav, ki danes marsikdo se sklicuje na njo, je ta najdaljša harvardska študija, ki je, če naredim tak zelo kratek povzetek, ugotovila, da marsikaj je fajn imeti v lifeu, ampak imeti kvalitetne odnose je pa ključna stvar, če hočeš živeti dober life. In nekako toliko pomembna tema, pa toliko malo časa in energije damo, da bi se naučili, kako sploh. Ok, to sem bil verjetno jaz, sorry. Se lahko pustite, me ne moti. Ok, sorry. In zato lahko danes malo govorimo o tem. Pa da najprej vsem preverim pri vas. Kdo od vas bi bil vesel, če bi dobil še kakega zanimivega človeka v svoj life? Super, ok. Pol upam, da vam bo zanimivo naslednjih 50 minut. Lahko z vami pošeram, kaj sem se jaz naučil malo iz knjig, malo od mojih mentorjev, zelo veliko od ljudi, ki so naravno bili, pa so izjemni v tem, da spoznavajo, dobivajo zanimive ljudi in da znajo te zanimive ljudi tudi obdržati. Tako da vam lahko danes predstavim 3 frameworke, kako jaz danes o tem razmišljam. Jaz sem se več kot 10 let nazaj preselil v Ljubljano, kjer mislim, da sem 2 človeka poznal, mogoče 3. Tako da sem se zelo zavestno tega lotil, da bi skrekel, ker se mi je zdaj pomembno, imeti cool folk v lifeu. 3 frameworki, upam, da bom uspel vse 3 predstaviti. Ta prvi framework, na katerega dostikrat pomislim, je to, da so 3 kategorije ljudi, ki jih je dobro imeti v lifeu. Jaz jih razdelim na tretjine, to meni prva tretjina so ljudje, ki so pred nami, lahko jim rečemo mentori. To so ljudje, ki nas pogosto inspirirajo, ki so nam za vzor. To so ljudje, ki nam odprejo glavo in še ena dobra stvar, ki lahko dobimo od mentorjev, je to, da nas opozorijo, kaj vse nas čaka na tej poti, da lahko naredimo malo manj napak. Zdaj, še 15 let nazaj, ko sem jaz bil mulj, se spomnim, da noben ni o tem razmišljal, da si je fajn najti mentorja, to so bili zelo redki. Danes večina nas ve, pa razmišlja o tem, da bi mogli imeti mentorje, kar mi je super. Kdo tle
ima mentorja, s katerim se pogovarja vsaj enkrat na mesec, da vidim. Ok, dajmo reči 30% osobe, ok. Skoraj vsi pa ste slišali že, najte si mentorja. Kar je super, jaz mislim, da smo to zboljšali in da se zavedamo pomembnosti tega mi kot vajenci in tudi, da mentorji, uspešni ljudje so zmeri bolj naklonjeni temu, da svoj čas dajo v mlade in da šerajo svoje znanje. Se mi zdi, da vsaj, ko se jaz spomnim, ko sem bil star 18 let, sem napisal zelo veliko mailov, na katerega nisem dobil odgovor. Ker pač včasih je bilo tako malo vedeti, kar šerati svoje znanje, pa sploh v biznisu. Se mi zdi, da se je marsikdo bal, da bo kaj povedal, kar ne bi smel, ali pa da ga bo drug skopiral. Tako da ena kategorija so mentorji, to pomeni so ljudje, ki so pred nami v neki stvari, od katerih se lahko veliko naučimo, nam odprejo glavo. Ampak en velik problem je pa teh mentorjih. Te mentorji, če so res uspešni, nimajo ful pogosto čas za nas. Ne moramo vsakodnevno z njimi hangati. To je en problem, kar se tiče te kategorije. Pa še ena stvar je, kaj je najbolj pogosto vprašanje, ko se pogovarjamo o mentorjih. Kako naj jaz najdem mentorja? Ali pa kje naj najdem mentorja? Ne? In ena napaka je, kar večina ljudi počne, in to je, da se vsi spravljajo na peščico mentorjev, ki so najbolj izpostavljeni. Medtem, ko je skritih na tisoče, na milijone mentorjev, ki se pač ne izpostavljajo in so isto hudi, isto zanimivi, ampak lažje je do njih priti. Zdaj, Klemen, jaz, Škraba, se izpostavljamo dnevno in zato toliko ljudi outreacha nas. In zdaj do nas priti, pa nismo toliko zanimivi, samo toliko smo izpostavljeni, da je malo težje, da nimamo toliko časa, pa toliko imamo povpraševanja, da smo tudi dosti bolj zbečni. Ampak jaz mislim, da že v tej sobi so ljudje, ki so ful bolj uspešni, ful bolj zanimivi, ampak samo zaradi dejstva, ker se ne izpostavljajo, boste mogoče edini v tistem letu, ki jih boste kontaktirali in prosili za neko mentorstvo. Tako da, to je moj glavni svet, kar se tiče mentorjev. Ne iti na tiste, ki smo izpostavljeni, ampak pejte na tiste, ki niso izpostavljeni. Dajte narediti malo domače naloge, bodite pozorni, kdo so tisti ljudje, kjer ni toliko povpraševanja, ampak ne zato, ker niso hudi, samo zato, ker se ne izpostavljajo. Jaz, če kdaj govorim o tem, kako važno je imeti mentorja, pa kako važno je outreachati, Jure je prej rekel, da je outreachal 100 in da je našel svojega partnerja, pa se zgodi ena super stvar, da jaz naslednji dan dobim 100 mailov, a bi šel z menoj na kosilo. Tako da bi rad samo rekel, da in zato sem dal zdaj najprej ta nasvet, ne se spraviti na tiste, ki se spravljajo vsi ostali. Manjša šansa je, da jih boste dobili. Tako da jaz bi se najdel mentorja, ki ga ostali ne poznajo, zdaj pa kje pa jaz dobim mentorje. Eno je, da dostikrat kaj preberem ali na social mediji ali v kakšnem časopisu in si zacahnem. Jaz imam en spreadsheet, reče samo people in noter si zapišem, zmeri, ker slišim, da kdo kaj zanimivega počne, da kaj zanimivega dosegel in včasih je nekdo 5 let na tem seznamu, preden ga spoznam, včasih mu že naslednji dan pišem, ampak ves čas proaktivno delam na tem, da bi čim več ljudi iz tega seznama spoznal. Jaz mislim, da če ti je neka stvar pomembna, si narediš nek sistem, da ne pozabiš, nek sistem, da se dejansko zgodi to, kar si želiš. Tako da prva kategorija, smo rekli, so mentorji. Potem je pa druga kategorija, ki je pa nek folk, ki je na vašem levelu, ki je ponavadi podobno star, v podobni situaciji, kot ste vi. In to je kategorija, kjer verjetno že in verjetno boste preživeli večino časa. To so vaši frendi, peer grupa, ki je cool, ki vas štekajo, ki imajo podobne probleme, kot vi zdaj. Mentorji vas ne štekajo več, oni so imeli te probleme 15 let nazaj. In zato je pomembno imeti nekoga, ki pa te podobne probleme zdaj rešuje. Tako da druga pomembna kategorija je peer group in jaz mislim, da je undervalued ta moment. Ta moment vsi govorimo o mentorjih. Jaz sem velik fan, da najdeš par frendov, ki hodijo po podobni poti in da so to frendi, ki lahko dnevno se slišiš, dnevno z njimi bouncaš neke ideje, dnevno dobivaš feedback. Tako da zelo pomembna skupina, dober peer group. Zdaj pa peer group
se razdeli tako v dve kategoriji. In eni so boljši v prvi, eni v drugi. Pa naj povem, kako jaz gledam na to. In sicer, mogoče še en koncept pred tem. Za zgraditi dober social network sem ugotovil, da rabiš biti dober v dveh stvareh. Eno je, da moraš biti dober v tem, da znaš iti na široko. To pomeni, da da prideš na tak event, kjer ste vi danes, in da znaš tle spoznati dovolj ljudi, novih ljudi. Ampak jaz poznam ogromno ljudi, ki so vrhunski networkerji, ki bodo tle dali 100 vizirk, pa s 100 se bojo rokovali in obvladajo samo to, da grejo na široko, da grejo na maso. Ampak jim manjka drug skill in to je, da s temi ljudmi potem naredijo poglobljene odnose. Meni je vseeno, a poznam 5 ljudi ali 500 ljudi ali 5000 ljudi, če z njimi na koncu ne razvijem nekega odnosa, ki ima neko vrednost, ki ima neko težo, ki ima neko zaupanje. In magic se ne zgodi v velikih številkah, ampak se zgodi s temi parimi ključnimi ljudmi, ki vas bodo spremljali do konca lifea. Ampak do njih ne moreš priti, če ne spoznaš novih ljudi vsake toliko časa. In zato se mi zdi dober balans, pa ključna dva skillsa. Eno je to, da daš dovolj energije v to, da greš na široko, to je danes, kjer spoznaš veliko novih ljudi, in pol čas pa energija, ki jo daš v to, da z nekaterimi izmed njih, s ključnimi, narediš nek poglobljen odnos. Dve kategoriji frendov eni so stari frendi, tisti, ki jih poznamo že cel life, iz osnovne šole, iz vrtca, iz srednje šole. Kaj so veliki plusi teh starih frendov, bi rekli? Poznajo te, tako, zaupanje, kaj še je? Zanesljivost, lahko si sproščen okoli njih, oni vejo, kdo si. Jaz mislim, da so to ful veliki plusi. In jaz mislim, da je nek magic, nek čar, ki ga imaš s starimi frendi. Jaz sem zelo hvaležen za vse moje stare frende, ki jih imam še iz vrtca, iz osnovne šole, iz srednje šole. In to so plusi. Kaj pa so mogoče minusi starih frendov? Ali pa kaj manjka, če imaš samo te stare frende? Isto okolje, tako. Ena stvar, kar se je meni zgodila, pa mogoče je tle v sobi še kdo, da nisem isti, koliko sem bil v vrtcu. In da, čeprav takrat smo bili si vsi podobni, zdaj 20 let kasneje smo si zelo različni. Kar ima svoje pluse, ampak fajn je to life tudi ljudi, ki pa so ti zdaj 20 let kasneje spet podobni in hodijo po podobni poti. Tako da spet vidim nek dober balans med tem, da ohranjaš stike s starimi frendi, ampak da imaš sposobnost navezati nove stike in najti nove ljudi, ki so ti zdaj v tvoji novi verziji bolj podobni. Še ena stvar je težja, če imaš samo stare frende, sem jaz videl. Koliko lahko je tvojim starim frendom sprejeti novo verzijo? Težko, ne? Težko star frend vidi tebe skozi nove oči. In težje je narediti nekaj, sploh, ko si mlad, pa imaš kapaciteto, da se nadgradiš, da se spremeniš, da eksperimentiraš in probaš s nekimi svojimi novimi osebnostmi in z novimi stili. Stari frendi te bo gledali pa rekli, Marko, poznam te že toliko časa, ti si še vedno isti model. Medtem, če imaš nove ljudi, novi ljudje niso, ne vejo, kdo si bil ti 10 let nazaj, 20 let nazaj in si v bistvu nepopisan list papirja in lažje stestiraš neke nove stile, nove pristope, nove veze samega sebe. In to je velik plus novih frendov. Tako da, dovolj energije pa časa dati v to, da gremo na široko, da spoznamo nove ljudi in dovolj časa pa energije v to, da imamo poglobljene odnose. Jaz mislim, da za polno življenje je potrebno balans med tema dvema stvarima. Jaz nikoli nisem želel biti hud networker, hotel sem imeti pa dovolj dobrih kvalitetnih odnosov in verjetno sem še vedno nadpovprečno, veliko ljudi spoznam vsako leto,
verjetno spoznam, ne vem, veliko, zdaj z glave si sploh ne predstavljam koliko, ampak verjetno se ne bi verjetno ziher več kot 100, mogoče 200 ljudi letno in dobro leto je, če od tega en rad friend, ki je velika šansa, da bo do konca life moj friend. Težko je spoznati enega človeka na leto in pa čakati, da glih ta človek je pa to, kar jaz rabim v life, to, kar si jaz želim, to, kar meni sede. Se mi zdi, da je malo numbers game. Če hočeš najti svojega urbana, moraš pisati 100, jih mogoče 50 spoznati in en je bolj tist urban. No, in potem tretja kategorija, prvo smo rekli, ena tretjina so mentori, ena je ta nek peer group, ljudje, ki so na podobnem levelu zdaj, kot mi. In potem je še ena skupina, ki je zelo, zelo, zelo pomembna. In to je, da imamo skupino ljudi, kategorijo ljudi, kjer smo mi malo pred njimi pri določenih stvareh, kjer smo mi lahko mentori. To so neki vajenci. Zakaj je to fajn? En zelo sebičen razlog, jaz sem nekaj časa preživel večino časa z izjemnimi ljudmi. In zmeraj, ko sem prišel domov, sem se počutil kot največji nesposoben debil. Karkoli sem slišal, sem bil tako, jaz sem davč od tega. In pa je fajn vsake toliko cajta pohengati s kakim mladim, ki si mislim, no, se nekaj pa vem, se nekaj mi je pa uspel v lifeu. To je mogoče en razlog. Ampak še bolj pomemben razlog je, jaz mislim, da life je dosti bolj poln, ne še popoln, ampak dosti bolj poln, če lahko deliš malo naprej to, kar si se naučil, to, kar znaš, to, kar si videl, to, kar si spoznal. Pa nek energy je, ki ga s tem dobiš. Jaz sem zelo rad obkoljen z mladimi, ki mogoče nimajo toliko izkušenj pa toliko znanja pri enih stvareh, ampak vidijo svet drugače, imajo neko energijo, ki jaz več nimam. In jaz mislim, da lahko zelo veliko dobiš in daš tudi v tej kategoriji, v tretji kategoriji, ker imaš neke vajence. Jaz sem nekaj časa nazaj šel še en korak naprej, ker pa sem razmišljal, ampak dosti teh vajencev so tako hudi, da enkrat sem ziher, da bo bolj hudi, ker jaz bom pol enkrat imel tega. Sem rekel, rad bi imel vsaj 3 ljudi, ki verjetno nikoli v lifeu mi ne bomo mogli dati nazaj, pa tudi nočem, da mi dajo nazaj. In mogoče vidim največ magika v teh 3, ki vsake toliko časa outreacham, pa jih probam supportati, kolikor lahko, pa je velika verjetnost, da ne bi hoteli, da ne bom rabil nič nazaj, ampak samo dajem. In se jaz počutim kul, ker vsake toliko časa daš, pa vidiš, da nisi dal v prazno. Tako da tretja kategorija je zelo pomembna, da si dobiš nek folk, ki si ti v neki stvari pred njimi in si lahko koristen. Tako da to je prvi framework, na katerega dostikrat pomislim. A imam v vseh teh 3 kategorijah ljudi. Dignite roke, kdo bi rekli, da vam zdaj manjka največ ljudi v prvi kategoriji, da bi zdaj ta prvi človek, ki bi ga hotel dobiti v life, je nek mentor. Večina, je rekel 60%. Komu manjka zdaj peer group, en dober friend, ki je na podobnem levelu, kot ste vi ta moment? Super, tudi velik. In kdo misli, da je pripravljen pa redi, da bi zdaj šel, da bi najdel enega vajenca, ki je mogoče malo mlajši, ki je na začetku poti, pa mislite, da bi mu lahko dal kaj vrednosti? Ja, super. Jaz ne bi rad, da je to seminar, ker jaz nekaj govorim in pametujem. Tako moja taka mogoče naivna želja je, da bi kdaj koga od vas rečel, pa bi rekel, zaradi tega, kar sem takrat naredil pa slišal, je moj life malo bolj poln kot ljudi. Tako da, če ste za 15 sekund, napišite si eno ime pa priimek od osebe, pa v katero izmed teh 3 kategorij paše. To je oseba, ki ga boste dali na svoj to-do, da ga date v svoj life. Tako da 15 sekund, vzemite si ven beležko in napišite, kdo je oseba, ki bi vam ki bi jo bili zelo veseli in mislite, da bi tudi njej ta friendship koristil. 15 sekund.
Okay, in tisti, ki ste lahko overachieveri in napišete še za drugo kategorijo. Kdo je oseba, ki jo lahko date v svojo drugo kategorijo? Napišite ime pa priimek. Okay. Super. Okay. Dvignite roke tisti, ki je našel vsaj eno osebo. Super. Top, ok, pojmo o tem govorili, kako iz lista pride ta oseba dejansko v vaš life, če bomo imeli čas. Super, ta prvi framework so tretjine. A vas zanima drugi framework, ki sem ga izumil včeraj zvečer, da sem ga dal v neko obliko, ampak nisem ga mogoče imel poimenovanega prej. Ni revolucionaren, ampak redko kdo ga je implementiral v svoj life. 3 koraki, da imaš dober social circle. Pogledam, obstaja ena kratica, ki sem včeraj izumil in temu se reče ponovno NPO. A vas zanima, kaj je NPO? Najdi, poveži, obdrži. Naj povem več. Za zbildati socialni krog, dober, kvaliteten, ne samo velik, predvsem kvaliteten. Rabiš biti dober v tem, da najdeš ljudi, da najdeš izjemne ljudi. Ljudi je veliko, ampak hočemo najti tiste ljudi, ki so za nas izjemni, ki jih mi hočemo v svoj life, ki mi vibamo z njimi ali pa mislimo, da bi lahko vibali z njimi. In danes ste na tej konferenci, to je dober plac, kjer se najdejo zanimivi ljudje. Pa mogoče par razmišlja na to temo, kako najdeš ljudi. Ker to je najbolj pogosto vprašanje. Kje najdem zanimive ljudi? Jaz mislim, da dostikrat ni problem, da jih ne najdemo. Je to izgovor. Bolj pogosto je, da ne vemo, kako se tega lotiti. Mi približno vemo, kje te osebe so, na LinkedInu, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, ampak ne vemo, kaj narediti pol naprej. Ampak sem par stvari na to temo, kako najti zanimive ljudi. Jaz sem zelo hvaležen, da sem si v zadnjih 10 plus letih, ko sem se preselil, zgradil tak socialni krog ljudi, da jaz mislim, da je na drugem mestu daleč v zadnji stvar, ki bi bil toliko hvaležen, toliko pogosto, kot frendi, ki jih imam v lifeu. In ne vem, če se strinjate z menoj, moji najboljši trenutki v lifeu in moji najslabši trenutki v lifeu so bili povezani z ljudmi. A bi se strinjala s tem? Jaz še vedno naredim zelo veliko outreacha. Jaz verjetno nekajkrat na tedensko naredim outreach, da nekomu pišem in probam vzpostaviti stik. In imam en sistem, People, ki sem ga prej omenil, ki redno zapisujem, kdo so zanimivi ljudje, ki bi jih rad spoznal. In ne, da bi nekaj vzel, ne, da bi nekaj imel tega, ampak zelo veliko teh friendshipov na koncu, da so sustainable, so win-win. Včasih celo win-win-win. Ma on nekaj od tega, imam jaz nekaj od tega in ima okolica nekaj od tega, če vzpostavim stik, če naredimo nek deep connection. Tako da prva kategorija je najdi. Če hočeš imeti dober socialni krog, moraš najti pametne ljudi. Iti na to konferenco je ena možnost, druga je outreach. Kdo v tej sobi je v zadnjem mesecu poslal vsaj en cold outreach? Dvignite roke. Ok. 10% ljudi. Jaz mislim, da je to undervalued. In marsikdo se boji, tej osebi piše vsi. Ne, razen top 10 osebam, vse ostane skoraj noben ne dela outreach. In že sam to vas bo ločilo od večine, če boste delali outreach. Jaz mislim, da life postane ful zanimiv, ko začneš delati outreach. Pa ne zdaj outreach, še enkrat do teh oseb, ki bi vsi radi z njimi hangali. Jaz bi tudi bil friends, ne vem, z Elon Muskom. Ampak outreach za ljudmi
obstaja, jaz imam pravilo, da rečem, zmeraj, če obstaja 1% možnosti, da bo to zanimiv experience. Pa če imam čas. In ponavadi si ga vzamem. Ampak polka najdemo ljudi, ki vemo, kdo so zanimivi ljudje, ki vemo, na kere konference hodijo, je pol naslednji ključen korak, da se s temi ljudmi skonektajo. Zato NPO najdi, poveži. In naj vam povem eno zgodbo. Nekaj časa nazaj sem bil na Stanfordu, friend me je pa bil na Stanford, na predstavitev startupov. Predstavljali so se najbolj hudi startupi na Stanfordu. Če ste kdaj bili na predstavitvah startupov v Ljubljani, izgleda isto, samo da 1000krat boljš, kot to je Stanford. To so res najhujši talenti iz celega sveta. Tudi z unlimited budžeti, tako da to so res hudi startupi. No, in jaz pridem v to dvorano, ene 4krat večje katale, s tem friendom, noben ga ne poznam, razen mojega frenda, in vsak startup je imel svojo stojnico, kjer so pred to stojnico stali founderji. In meni je vzel nekje 20 minut, mogoče pol ure, ko sem prišel čez vse stojnice. Sem pogledal, kaj te startuperji počnejo. In na koncu je bil en kavč in se sedel v kavč in sem čakal svojega frenda. Jaz sem šel, sem pogledal malo te flyerje in kaj počnejo, štekam in zdaj sem ready, da greva kam naprej. In jaz gledam, kje je ta moj friend, ki se je izgubil že takoj na začetku in on je pa drugi stojnici. In jaz sem tako, what the fuck? Tole bo pa dolg dan. Jaz sem že vse obdelal, on je pa drugi stojnici. In jaz sedim na tem kavču in sem tako in si probam v glavi zračunati, koliko časa sem jaz zdaj tle njega čakal in se mi sliši čist preveč in obupam in rečem, grem raje z njim stati in tako mi bo čas malo hitreje minil. In moj life ni bil nikoli čisti, pa naj povem zakaj. Jaz sem bil v sobi najbolj zanimivih ljudi na tem svetu. Ampak moja sposobnost, da imam zanimive pogovore, je bila nekje nič. Jaz sem bil tam, kjer moram biti. Sam jaz nisem znal se z njimi pogovarjati. In verjetno vsak tle se pogosto znajde, ali pa veliko vas, v nekih pogovorih. To sem se jaz zavedal nekaj časa nazaj, ko sem hangal z enim najbolj pametnim tip ever. Tako amazing model, tako genij. In jaz ga, zato ker sem ljuden, sprašujem stvari, ki me sploh ne zanimajo. Kako si se imel na dopustu? Kako si rešil sosedom? Jaz sem tako, jaz sem problem. Ta model je genij, ampak jaz ga sprašujem stvari, ki povzročijo to, da je ta pogovor čist brezvezen. In potem tudi jaz pridem izčrpan domov in sem introvertiran in jaz rabim prostor zase. Ampak to se mi nikoli ne zgodi takrat, ko imam amazing pogovor. No in kam se naučil na Stanfordu? Pol se joinam temu mojemu frendu, ki je še vedno na stojnici 2, medtem, ko sem že zdavnaj konc. In sam stojim zraven njega in kaj sem opazil? Da je on vrhunski v tem, kakšna vprašanja je postavljal. Medtem, ko sem jaz bil fokusiran na se, je on bil fokusiran na koga? Na njih, na founderje. In jaz sem imel priložnost, jaz sem imel access do istih founderjev, ampak pogovor, ki jih je on imel z njim, je bil 10 times boljši. In jaz sem tako bil na drugi stojnici in pol ure kasneje na tretji stojnici. In ko sva bila, ne vem, koliko je zadnja, 40 ali pa 50 stojnica, sem jaz ugotovil, da sem cel life bil zato, ker sem bil fokusiran na se med pogovori, prikrajšan do dobrih pogovorov, ker nisem spraševal stvari, ki me res zanimajo. Od takrat naprej sem dosti bolj pozoren na to, kakšne vprašanja postavljam in jaz verjamem celo v eno stvar, da ni dolgočasnega človeka. So samo dolgočasna vprašanja, ki jih lahko postavljam. In če smo pri drugem koraku, kako se povezati z ljudmi, marsikdo reče, kako se bom jaz povezal, če nisem zanimiv. So uspešni ljudje in kaj bo oni se z menoj pogovarjali, če jaz nisem uspešen. Jaz verjamem v sledečo stvar.
najboljši način, da spoznate nekoga, pa da se z nekom skonektate, je to, da ste zainteresirani vanga. Da ste radovedni. Ne, da ste vi interesantna oseba, da ste vi zanimivi, ampak da je on vam zanimiv. To je prvi korak. In to je najlažji način, da spoznate nekoga, pa da se z njim skonektate. Večina vas seboj, sebe včasih šteje noter, se ne znamo skonektati zato, ker smo fokusirani na se. In potem, to je ena stvar. Drugo pa, ker smo preveč vljudni, se mi zdi. Jaz sem postavil neka vprašanja čist iz vljudnosti, ki me sploh ne zanima. Meni je čist en, kako si se imel na morju. Vse en mi je. Ni pa vse en, kaj si se naučil prejšnji teden v biznisu. In stvar, ki sem spremljal, da sem rekel, bom toliko sebičen, da sprašujem samo stvari, ki mene zanimajo. In tudi, če so mogoče kdaj neprimerne. Se bom opravičil, pa rekel, sorry, mogoče to malo preveč osebno. Ampak bom imel pa zanimive pogovore. Pa ne samo jaz mislim, da tudi ponavadi človek, s katerim se pogovarjam, ima dosti bolj zanimiv pogovor. In to je popotnica, je moj predlog, da ga že danes upoštevate na tej konferenci, ko te koga spoznala. Ne postavljati boring vprašanj. Vprašajte nekaj, kar vas res zanima. Če mene zanima, kdo kako plačo ima, je to prvo vprašanje. Ja, mogoče vsak peti reče, da je malo neprimerno, pa rečem sorry, pa grem na naslednjo. Kaj je tudi mogoče neprimerno. Ampak pogovor je pa zanimiv. In jaz mislim, da na koncu to bolj šteje. In potem tretji korak. Marsikdo je dober v tem, da gre na tako konferenco, ki je danes tle, pa najde ljudi. Redko kjer se zna tle povezati. Ampak na koncu, jaz mislim, da šteje to, s kolikimi ljudmi vzpostaviš dolgoročni partnership, friendship, kako teh ljudi obdržiš v svojem lifeu. A kdo stragla s tem, da je spoznal, da je kakega zanimivega človeka, ampak kad nekak ta človek ni več v vašem lifeu. Life happened in niste se nikoli več slišali. 3 stvari, ki rabite, da nekoga obdržite v svojem lifeu. A hočete slišati? A hočete slišati, kako s temu frameworku reče, ker sem ga tudi včeraj razumel. Temu se reče strokovno, se temu reče SPS, SPS. SPS stoji za skupni interesi, to je prva stvar. Če imate z nekom skupne interese, to je ena komponenta, en element, ki je ključen, skupni interesi. Drugo so podobne koordinate, to pomeni, da ste fizično blizu. In tretja stvar je sistem. Potrebujete vsaj 2 od 3 elementov, če hočete nekoga obdržati v svojem lifeu. Naj dam primer. Če imate skupne interese z nekom, pa ta človek živi v sosednjem bloku, ne rabite nobenega opomnika, da se boste z njim slišali pa videli. A je tako? To bo easy. Če imate skupne interese, ampak ta človek živi na drugi strani sveta, pa imate sistem, mogoče kak reminder, da vsak mesec naredite check-in s to osebo, boste tudi lahko obdržali ta friendship. Če imate dober sistem, ki vas spomne, da outreachate te osebi, pa še ta človek živi fizično zelo blizu, lahko pa skupne interese ustvarite. Pa naj vam dam en primer. Sem rekel na začetku, da veliko stvari, ki sem se jaz naučil o tem, kako zgraditi dober socialni krog, sem se naučil od mojih frendov, ki jim to pride zelo naravno. In en moj friend je par let nazaj postal obseden s stojami. Stojami na roki. To je passion, ki ga verjetno v tej sobi ima ena oseba. Pa še to dvomim. Evo, ena oseba, super, bravo, 2. No, in v naši družbi je bil samo on, ta čudak, ki je hotel delati stoje.
In on je delal stoje. Ampak čez en mesec, vsako nedeljo, je on poklical 5, 6, 7 frendov in kaj smo delali vsi? Delali smo jebene stoje. In na koncu je on okužil vse nas frende, da smo delali stoje in to nam bilo kul. In smo dobili skupni interes stoje. Zakaj vam govorim to zgodbo? Marsikdo dobi nek dvom. Moji interesi niso tako kul, da bi jaz zdaj z nekom imel friendship skozi te interese. Jaz sem na kompu cel dan. Če boste našli stvar, ki boste vi full passionate, kot je bil ta moj friend passionate, da je delo stoje, boste videli, da boste okužili ljudi okoli sebe. Če boste samozavestni, v to, da ta vaš passion je najboljši passion na svetu. Da stoja je najboljša stvar na tem svetu in da ti moraš nujno vsaj v nedeljo dopoldne delati pol ure stoje. In to sem videl, to je bil en trade pa teh najbolj uspešnih, ki imajo res amazing social circle, da najdejo eno stvar, da te totalno passionate in pol ta passion prenesejo na ostale svoje frende. In na tak način lahko shekate, da tudi če še zdaj nimate skupne interese, jih časoma razvijete. Oziroma ste vi ta pobudnik za neke nove skupne interese. To bi 3 elementi, če ponovimo, skupni interesi, S. Naslednja stvar je bila podobne koordinate. Vsake tog časa me kdo vpraša, ampak kako naj imam jaz frende, pa živim 50 km stran od civilizacije. Lahko jih imaš, ampak je težje. Rabiš kaj? Zelo dober sistem. Zelo dober sistem. Tisti, ki ne živite v fizično blizu vašega kroga ljudi ali pa blizu ljudi, s katerimi hočete hangati, boste rabili razviti vrhunski sistem. Vrhunski sistem. Meni je uspel razviti en friendship, moj best friend živi najprej v Švici, potem v Berlinu, zdaj pa v Londonu že nekaj let. In mi smo imeli sistem. Mi smo imeli 2, če ne 3 ure na mesec schedulano v koledarju. In to je bilo vsak mesec v koledarju za leta vnaprej. In jaz sem spoznal tik preden se on preselil in to je zdaj, ne vem, 7-8 let mogoče od tega in sva od tega Tomanik preden je šel, se spoznala in vmes postala best friend, potem, ko se vidva včasih tudi po 2 leti ne, ampak smo imela dober sistem. In jaz mislim, če ste stvari pomembne, se postaviš sistem. Nekaj let nazaj sem spoznal, jaz nikoli nisem delal na vrtičku, nikoli nisem, se ne spoznam, ampak vem pa eno stvar, da vrtičkari imate koledar aktivnosti. Zato, ker vem, da obstajajo koledarji, ker je zelo jasen sistem postavljen, kaj delaš prvi teden aprila, drugi teden maja, kaj delaš v septembru. Vse to si spremljaš vnaprej, zato, ker če ti je vrt pomemben, ne boš prepustil na ključjo. Ampak boš poskrbel, če je najboljši čas, da nekaj delaš prvi teden septembra, se to zgodi prvi teden septembra. To daš vnaprej v koledar. To je recimo en nasvet, če hočete imeti dober sistem. Drug je to, da vse ljudi, ki hočete obdržati v svojem lifeu, jaz imam rad Google Spreadsheet, eni imate radi Notion, eni Keep, Google Keep, eni ne vem kaj. Nima veze kam, ampak da si zapišete vse ljudi, ki hočete imeti v svojem lifeu. In vsake tok časa, jaz na en teden, na 14 dni, odprem ta seznam in zihar najdem eno osebo, ki rečem, čas je, da jo pokličem, da jo pišem, da se slišim z njo, da se dobim z njo, ali pa da ji pošljem kaj zanimivega. Sliši se tako malo robotsko, ampak jaz verjamem, če ti je neka stvar pomembna, tega ne prepustiš na ključju. Tako da jaz ne grem v ekstreme, da si pišem, kaj mi frendi govorijo, tudi vse mi je za rojstne dneve, meni je vse, če si folk spomni, kdaj imam jaz rojsten dan, meni je vse, kdaj imate vi rojsten dan, ampak ni mi pa vse, da če vas hoče imeti v svojem lifeu, da ne bom vsake tok časa check-in z vami. Meni je to najbolj pomembno, tako da to poskrbim na ta način, da imam napisane te ključne ljudi.
To je, kar se sistema tiče. Okay. Tako da, drugi framework je bil najdi, poveži, obdrži. Pri obdrži smo govorili v SPS-u, še enkrat SPS. Krat na glas? Skupni interesi, ki jih lahko ustvarite, to je primer s tojami, podobne koordinate. Jaz mislim, da prejšnji teden sem dal mojemu dobremu frendu na svet, ki zdaj išče, kam bi se preselil. Sem rekel, jaz mislim, da če optimiziraš na happiness, na good life, je najbolj pomembna stvar, skozi katero bi jaz naredil ta decision, je, kdo bo tvoj sosed. A je tako? Jaz mislim, da je to, če ne najbolj pomembna, ena izmed najbolj pomembnih stvari. Kdo bo tvoj sosed? Kdo bodo ljudje, ki jih boš dnevno srečeval? Jaz mislim, da to ima velik impact na happiness. Zato, ker hočeš, nočeš, boš dnevno se srečeval z njimi in rekel kako besedo. In fajn je, če so to zanimivi ljudje, ki ti sedejo. To je drugi framework. In potem za na konec nek tretji framework, o katerem dostikrat razmišljam, pa sem se ga naučil od mojih frendov, ki jim to gre dobro. In sicer opazil sem eno stvar. Imel sem dva frenda, še vedno jih imam, ki veliko njunih frendov je sčasoma postal mojih frendov. Medtem, ko moji ostali frendi, sploh nisem vedel, kdo so njihovi frendi. In najprej sem mislil, da je to naključje. Pa sem mislil, ta dva frenda imata pač take ljudi, ki so meni zanimivi. In zato sem jaz rad friend z njihovimi frendi. Ampak mislim, da nič od tega ni. Ampak izjemni frendi so socialni lubrikanti. To je tudi beseda, ki sem si jo zmislil. Naj opišem, kaj je socialni lubrikant. Včasih dve stvari pašeta skupaj. Ampak lubrikant pomaga, da pašta še bolj skupaj. In dobri frendi so tisti, ki znajo pomečati svoje frende med seboj. In ustvarijo nekaj, kar jaz rečem win, win, win. Marsikdo govori o win-winu, jaz mislim, da win-win ni več dost. Da bi vsaj 3 wine. Da bi win, win, win. In ko sem to videl pri mojih frendih, pri teh dveh frendih, sem videl, koliko enega užitka, koliko enih dobrih stvari v mojem lifeu prišlo, ker so oni bili socialni lubrikant zame, pa za svoje frende, da so njihovi frendi postali tudi moji frendi. In od takrat naprej sem začel jaz delati na tem, da moji frendi med sabo postanejo frendi. Ne vsi niso kompatibilni, ampak dostikrat se rabi samo malo lubrikanta, da spraviš dva človeka skupaj. In ful sem vesel, ko hodim po mestu kdaj in vidim dva, ki sem jih jaz 10 let nazaj predstavil. In zdaj sta boljša frenda, kot so z menoj frendi. Ampak sem vesel. Sploh zato, ker koliko lahko imaš zares brez frendov? 5 je že zelo velik. Jaz sem vsaj ko statistike vidim, vsak 10. Američan zdaj, pa jaz mislim, da Slovenija ne zaostaja, moški, vsak 10. je zbral, da nima niti enega frenda. Malo več kot vsak 10. In to gre na slabš. Tako da jaz mislim, da že 3 je ful, 5 je že ogromno. Tako da omejeno število ljudi je, s katerimi si lahko friend, s sistemom lahko to malo zboljšaš. Ampak jaz mislim, da tudi ni potrebe imeti ful večje številke. Jaz bi vsakmu tle želel, da najde 3 frende, kjer se počuti cenjen, kjer se počuti varen, kjer se počuti, ne dam en primer, moj zdaj že pokojen coach je delal z eno stranko, znan Slovenc, ki je bil udeležen v en škandal, velik škandal v Sloveniji. Sojenje poteka, ampak on je bil zelo prepričan, da ta oseba ni nič kriv. Poznal je background,
Pa dajmo reči, da ne vemo, a je bil kriv ali ni bil kriv. Ampak dajmo pustiti tako malo možnosti, da ta oseba ni kriva. Moj coach je dobro poznal že odprej in sva se večkrat pogovarjala, zakaj je on predvsej prepričan, da ta oseba ni naredila to, kar se mu zdaj toži. In cela Slovenija je bila nastrojena proti njemu in tako. Ampak najbolj bed se mi je zdel, sem rekel, tudi če on slučajno ni kriv, najbolj bed se mi je zdel to, kar mi je povedal ta moj coach, friend, da potem, ko je prišla ta afera ven, je izgubil ženo, odnos s svojimi hčerkami, ki sta mu zamerili, ker se je to kao zgodil, in svoje frende. Se rekel, ok, itak, verjetno, mogoče je to naredil, mogoče ni. Ampak če ni, da nimaš enega frenda, ki reče, če ti rečeš, da ni, pa tudi če si, sem tvoj frend, stojim ti ob strani in ne boš me zgubil zato, ker sem naredil eno napako v lifeu. In najbolj sad se mi je zdelo to, da je on zgubil vse te ljudi, ki so mi bili toliko blizu. Tako da moja velika želja je, da tle vsi najdete vsaj enega človeka, ki bo z vami, ne samo, ker vam gre dobro, ker life je good, ampak tudi takrat, ker life ni good. Takrat, ker ste na dnu, takrat, ker mogoče vi rabite več, kot lahko takrat date. In jaz mislim, da danes je dober čas, da investirate v to, da če boste to rabili, ko boste to rabili, boste imeli take frende v svojem lifeu. Meni ni všeč, ker folk govori, it's lonely at the top, da je na vrhu osamljeno, ker uspeš, prideš na vrh in pa osamljeno. Jaz pravim, da če si prišel na vrh in si osamljen, je to zato, ker nisi sabo pripeljal frendov. In jaz mislim, da tisti, ki vam pomeni uspeh, vam želim, da boste zelo uspešni, ampak še bolj vam želim to, da boste uspešni skupaj s frendi. Da boste, ko boste on top, imeli zraven nek folk in stare frende in nove frende, ki vas bodo imeli iskreno radi, pa na katere se boste lahko zanesli. Jaz mislim, da je malo stvari v lifeu, ki vam bodo toliko dal, kot to. Thanks. Tri dni nazaj sem poklical frenda. Govoril, long story short, rekel sem mu, ful cenim najin friendship in je rekel, moški si to ful premalokrat povemo. Ampak ne samo moški, tudi ženski si mogoče to premalokrat povete. A ste za en eksperiment? Ampak če rečete ja, pa on ni več poti nazaj. Tako da, kdo je za en eksperiment? Ok. Dvignite roke, kdo ni, da vidim, če kdo ni za eksperiment. Ok, doben ni dvignil roke, vsi ste za eksperiment. Vzemite ven mobitel. In napišite eni osebi, s svojimi besedami, nekaj v smislu, cenim najino prijateljstvo. Katerikoli osebi, eni osebi, ki mislite, da ji bo to pomenilo, če dobite zdaj vaš ta SMS. Tako da, minutka, da s svojimi besedami napišite nekaj tazga. Ok, a ste napisali message? Dvignite roke, kdo se dobro počuti zdaj, ko je poslal ta message. In še boljša stvar je, da tudi ta oseba se bo verjetno dobro počutila. In to vam je vzelo 15 sekund. In če si boste postavili sistem, kjer vsake toliko časa pošljete kaj podobnega, jaz mislim, da ne samo, da bo vaš life boljši, tudi life oseb, ki jih imate najrajši, bo vsaj malo boljši.
To je tako na kratko iz moje strani za danes. Tako da hvala. Imamo še 5 minut, če hočete, če mislite, da nisem še vsega povedal, za kako vprašanje. Tako da, če ima kdo kako vprašanje vezano na to, kaj smo zdaj govorili, imamo 5 minut. Evo, tle imamo 2 gospoda v prvih vrstah. Stojo. Po kosilu, mogoče. Tle imamo mikrofon. Ali pa tam, no, sej. Evo. Hoj. Živo. Slab teden nazaj. Jaz živim na Filipinih, zato drugače imam malo. V glavnem en človek mi piše, daj pridi kaj meni na bazen, da kakšno rečemo. Jaz njega ne cenim, ne obrajtam ga in sem napisal, zakaj? Pa prav, because of our friendships. Ok. Ampak razmišljal sem, da bi mu napisal, ti sploh nisi moj prijatelj. Ti si eni pizdal od človeka, Ja. ki me je gnal, recimo, več tednov v zvezi z eno nepremičnino, ki jih tam prodajamo. Potem je pa čisto drugih ljudi kupil in še ene slabe stvari je govoril, ne. In dobro, jaz nisem rekel, ne bom prišel, ker si ena navadna pizda. Čeprav bi me pa mikal, da bi to rekel, kao, mi to niso prijatelja, odkje ti ta ideja? Kaj misliš, ne? Ja, ful dobro. Vprašanje, hvala. Mene sploh ne bi bilo bad biti temu, kar ste rekel, navadna pizda. Jaz mislim, da je več ljudi na tem svetu, ki enostavno je nemogoče biti kar friend z vsemi. Tako da ta kapaciteta, ki smo prej govorili, s koliko mi slaka friend, je toliko mala, da meni, če ne sedi, jaz bi bil tist, ki reče ne, mogoče na lep način ne, pa bi to povezal tudi s tem, kar smo govorili. Jaz mislim, da je numbers game. Jaz mislim, da na takih 99, ki ti ne sedejo, jih ti pomaga, če spoznaš 99 takih, da je pol 100 en urban, ki pa hočeš biti njegov friend. Ampak zdaj, če slučajno spada, da jaz hočem reči, da z vsemi morate iti na pijačo, pa z vsemi morate hangat. No way. Jaz večino časa delam svoj biznis, ne hangam s folkom. Ampak vem pa to, da ne bom mogel enega, mislim, da je nerealno pričakovati, da če bom šel z enim na leto na kosilo, da ta en bo že kar perfect fit za me. Da je nek numbers game. Pri enih pa že to prej greš na kosilo z njimi, veš. Tako da očitno je to ta sosed. Ja. Jaz poznam, ja. Ne. Razmišljal sem, da sem bedak, ker sem ga ignoriral, ali je bilo pravzaprav edin prav, ko bi se mi gnusal, če kaj pride. Lahko dam na hitro še en framework, kako jaz o tem razmišljam. Enkrat sem slišal en koncept, ni moj, ampak mi je zelo všeč. Narediš en test, ko z nekom hangaš, imaš spet 2 kategoriji frendov. Z enimi hangaš, prideš domov in imaš toliko energije, da bi lahko šel teč, da bi lahko šel športati, poln si energije, ki hangaš z njimi. In pa imaš ene ljudi, ki z njimi hangaš in prideš domov in si zmatran. In vse, kar bi naredil, bi se usedel na kavč in skenslil še vse evente za naslednji dan. Ena vaja, ki sem jaz že naredil parkrat, je, da sem šel čez koledar prejšnjega leta, to bi na koncu leta sem
pogledal, s kom vse sem se dobil tisto leto in pobarvaš z rdečo vse tiste, ki ni nobenega razloga, da bi se še z njimi videl, zato da narediš prostor za te, ki si jih označil za zeleno, ki jih hočeš še kdaj videti v lifeu. Tako da jaz mislim, da ključen skill je, če hočeš imeti dober socialni krog, da znaš sfiltrirati tiste ljudi, ki jim ti sediš in oni sedejo tebe. Tako da mislim, da sem bil dober. Prvo že pa spoštljiv pa tem. Itak. Tako da jaz sem spoznal veliko uspešnih oseb, ki sem prišel domov, pa nisem imel energije. In ni dobene potrebe, da bi hengal s njimi. In verjetno tudi oni so prišli domov, pa so bili tako, ni dobene potrebe, da bi hengal s tem pravdičem. Tako da vse good. To je moj odgovor. Hvala. Super, hvala Klemnu, hvala celi ekipi za ta event, se vidimo na kosilu. Dajte spoznati kakega zanimivega človeka in dajte se fokusirati na koga? Na sogovornika. Postavljajte kvalitetna vprašanja in hvala. Čau, čau.